najprej rekel, da je treba velikim kmetom čestitati, ker delajo zelo dobro in tudi navdušujejo. Če bi že bil malo pikolovski ali pa da poskuša malo pomagati, bi jih malo spomnil, da se prehitro zadovoljijo s tem statusom, ki ga imajo že v svojem izhodišču, da so naravni, domači, eko, bio. Prehitro se vstajajo. Tukaj bi mogli iti naprej, biti bolj dosledni, pa bolj dokazovati, kaj to pomeni, pa iskati neko razliko v tej domačnosti. V čem so oni res posebni. To je ena stvar. Druga stvar, ki jim mogoče malo, rečemo, da zameram, je pa ta, da so premalo proaktivni. Ko enkrat sem jaz nekaj kupil, me ne držijo. Ko sem jih enkrat obiskal na kmetiji, prehitro me spustijo. Zdaj, tukaj lahko uporabljajo ali digitalna orodja, ali pa tudi čisto enostavne telefonske, ampak da imajo malo nadzora, da malo skrbijo za tega svojega kupca, ki je enkrat že bil pri njih. Mogoče jim bi pomagali to, da bi začeli razmišljati, ok, zdaj je en kupec kupil pri meni, porabil je 10-50 evrov, ampak kolikrat v življenju bo on to še kupil? In mogoče on ni vreden samo teh 10 evrov, ampak je lahko vreden 1000 evrov, 2000 evrov v naslednjih 10 letih, 5 letih, 2 letih. In potem bi se mogoče malo bolj borili tudi za njega, da ostane z njimi. To bi jim dal v razmislek.